Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Ruski predsednik Medvedjev je v 5 točkah predstavil prihodnjo rusko zunanjo politiko. Spoštovanje temeljnih načel mednarodnega prava, sledi zaveza k multipolarnemu svetu, saj se model ene dominantne supersile ne obnese, izogibanje konfrontacijam, zaščita ruskih državljanov kjerkoli na svetu že so in povezovanje z vsemi državami in regijami sveta. Nizozemska vojaško-obveščevalna služba je iz Irana umaknila vse svoje agente zaradi nevarnosti ameriškega napada na to državo. Naloga nizozemskih obveščevalcev je bila infiltracija in sabotaža iranske vojaške industrije. Obveščevalci so umaknjeni, ker naj bi bili infiltrirani na mesta, ki so predvidena za bombardiranje z brezpilotnimi letali. Vse informacije, ki so jih zbrali agenti, so bile predane ameriškim obveščevalnim službam. Minuli teden so talibani pakistanskim oblastem ponudili premirje, ki so ga le-te zavrnile. Vojska je sporočila, da bo zaradi Ramadana prekinila vojaške operacije, še posebej bombne napade iz zraka. Sedaj so ponudbo zavrnili talibani. Pakistanska vojska je v zadnjih 3 tednih območje bombardirala z letali in helikopterji. Po poročanju UNICEF-a in Svetovne zdravstvene organizacije je samo v tem obdobju območje zapustilo okoli 200.000 ljudi. Japonska je ukinila zakon, ki prepoveduje uporabo vesolja za vojaške namene, hkrati pa je ustanovila agencijo, ki bo razvijala strategije uporabe vesolja v obrambne namene. Japonska namerava do leta 2015 v vesolje lansirati kopico vojaških, vohunskih in komunikacijskih satelitov. Do sedaj so se zanašali na informacije komercialnih ponudnikov in ameriške vojske. Pogodba Združenih narodov o uporabi vesolja za vojaške namene dovoljuje uporabo satelitov za nadzor nad lansiranjem raket z jedrskimi konicami, opazovanje in komunikacije. Ne dovoljuje ofenzivnih vojaških sistemov, ki bi vesolje uporabljali za napad na druge države. Še pred začetkom republikanske konvencije so lokalne oblasti v sodelovanju z FBI-jem izvedle številne aretacije aktivistov. Med njimi je večina takšnih, ki nimajo na vesti nikakršnih kriminalnih dejanj. Še več, problemov niso imeli niti s kaljenjem javnega reda in miru. Lokalni šerif je sporočil, da so aktiviste preventivno aretirali zaradi informacij, da pripravljajo kriminalna dejanja, ki bi motila potek republikanske konvencije. Med aretiranimi brez obtožnice so tudi nune, odvetniki, novinarji neodvisnih medijev in vojni veterani. Nekaj nalogov za preiskavo stanovanja je bilo izdanih na podlagi hecnih razlogov, kot je morebitna kršitev požarne varnosti. Aretacije protestnikov ob začetku konvencije so sledile podobnim aretacijam v času demokratske konvencije, še bolj pa tistim v New Yorku pred 4 leti. Takrat so naključno aretirali ogromno število nenasilnih protestnikov pod lažnimi obtožbami ali celo brez njih. Pridržali so jih do izteka konvencije. Hey, right there. Ma'am, release the accredited journalist now! From the You are convention violating floor. my constitutional right. You are Sidewalk violating now. my Sir, I want to talk to you. Arrest him! Do not arrest me. Right, sir. Go right there. He's under arrest. Stay right there. Back up, back up. Hey guys, if you cross this line, you'll be under arrest, so don't do it. Amy, we're going to get you out of here very This is soon. outrageous. Yes, I mean, we have people Defendant working Cole on has it. a bloody nose, and that Sergeant McKenzie said they won't put me on this if Nicole's not there. I've come to Po vseh 32 mehiških zveznih državah se vrstijo protesti proti nasilju in ugrabitvam. V glavnem mestu se je zbralo več kot 150.000 ljudi. Samo v zadnjem letu je bilo v državi ubitih 2700, ugrabljenih pa 300 ljudi. Večina umorov je povezana z obračuni med konkurenčnimi tolpami za distribucijo drog in spopadi oziroma atentati na policiste. Država se namerava v boj proti kriminalu spustiti na kolumbijski način, torej s povečevanjem represije in militarizacijo družbe. V tem ji izdatno pomagajo ZDA. V marcu so se ameriške, japonske in evropske državne finančne institucije
tajno dogovorile za ukrepe proti verjetnemu izgubljanju vrednosti dolarja napram ostalim valutam. V primeru padca vrednosti naj bi Japonska in Evropska centralna banka odkupovali ogromne količine dolarjev, da bi zadržali njegovo vrednost. Skratka, ameriško gospodarstvo je za ves svet preveč pomembno, da bi pustili tržnim silam prosto pot. Iz ljubljanskega studia 142, nasvidenje.